No in živimo v dobi informatike. Namesto, da bi vzeli informacijsko podporo kot eno ključnih urodij za učinkovitost zdravstvenega sistema, se v dveh stavkih omenja. Da bi lahko bilo temu posvečeno celo poglavje, kjer bi bila definirana struktura, kjer bi bili definirani cilji, definirano tudi obveščanje prebivalstva, ne glede na to, kjer institut to deluje, ampak katera inštitucija bo to izvajala, ampak natančno bi morali reči, kaj je danes informacijska podpora v zdravstvu. Kaj pomeni to, da lahko preko sodobne infrastrukture pomagamo najhujšim primerom, najhujšim bolanjem, tudi s konzultacijo z svetovno znanimi specialisti, preko informacijske tehnologije. In kaj pomeni seveda arhiviranje vseh podatkov, ki se tičejo ene bolezni, posebej na področju raka. Kaj pomeni imeti dobro evidentirane in arhivirane vse podatke in s pomočjo teh baz nadaljnje zdravljenje. O tem spet so napisane zadeve na deklarativni ravni. In mi smo daleč pripeljali zasnovo sistema, kako more informatika služiti na področju zdravstva. Ampak to so tako prekinjene niti zdaj in tako pozornost se posveča nekim zadevam, ki ne igrajo pomembne vloge. Torej ne tisto, kaj je pomembno, ampak dajmo na površje nekaj manj pomembnih zadev in se pogovarjamo o tem, pa bomo pozabili, da pacient čaka 2 leti na eno operacijo. Analize, kaj je obstoječa institucija dela, IVZ, Zavode za varovanje zdravja, kakšni so njihovi rezultati, študije so bile o tem narejene, nekoč, ne vem kakšne so danes, nihče tega ni dal na plan. Nihče ni dal na plan, kaj je dobro v sistemu obstoječega zdravstvenega varstva in kaj je slabo. Analitično prikazano v primerjavi z drugimi razvitimi državami. In ker če bi to imeli, bi seveda tudi lažje gradili, lažje razvijali in nadgrajevali sistem, ki ga je sigurno treba vedno nadgrajevati. In če še zraven omenim te zavode za socialno varstvo, kar vzamimo zakon o duševnem zdravju, zakon o pacientovih pravicah, bodoči zakon o doživljenjski oskrbi, vse to prepleta vloge teh zavodov. Zavodov za varovanje zdravja, zavodov za socialno in tako naprej. In namesto, da bi se pri zakonu lotili tudi, kako postaviti temelje za organizacijske spremembe, kako te vire uporabiti, ne pa samo nadgrajevati z novimi agencijami, z novimi regijskimi sveti, z popolnoma, kot pravim, novimi institucijami, potem bi lahko res nekaj naredili. Tako pa mi pustimo, da ta vlak teče dalje, ki vemo, da ni učinkovit, nekaj gradimo zraven, trudimo se, da preidemo vse nazaj v javno, torej med javne zavode, ne dopuščamo več konkurenčnosti, vprašam vas, odkje bo kakovost. Tudi kakovost kot odgovornost ministrstva je slabo definirana. S tem, da se agencija naredi, mi nismo rešili kakovosti. Dokler na ministrstvo se ne bo nihče zavedal, kaj so kazalniki kakovosti, kaj je primerljivost bolnišnic, specializacija bolnišnic, tako dolgo se nam bodo dogajali tudi težki primeri, ki jih pravzaprav bodo šli mimo. Bodo šli mimo zato, ker nimamo uvedenih teh sistemov, ali pa jih imamo zelo površno uvedene, in ne morejo jih reševati imaginarne institucije, na ministrstvo pa tako rekoč nikoga, ko bi v tem sploh zakonu kaj dobro napisal. Kaj šele, da bi počel? Pri zdravstvenih domovih, jaz sem bila prva zagovornica, da so zdravstveni domovi koordinatorji. Direktor, če je direktor, naj tudi koordinira koncesionarje. Ampak ta vloga, ki se jim pa zdaj daje, se pa tako rekoč ukvarja z zidovi zdravstvenih domov. Glavna tema so zidovi. In nič drugega.
Pa če bi v teh zidov se vse radi usmeril, koliko naj zdravstveni dom pokriva, ki jih je 36, mislim, bi že tudi bila ena rešitev. Ampak temelj je zid, nihče se ne vpraša, kje so kadri, kako bodo šli kadri, kako bodo zdravniki šli v Črno na Koroško, pa kako bodo šli tam na dol južno od Metlike in tako naprej. O tem ni govora. Ni govora o tem, kako bodo kadre in kdo odgovorne kadre načrtuje, da se bodo izobrazili. Za 10 let naprej mora to biti. Mi smo danes zato brez zdravnikov, ker je vse gledano na kratek rok. In to mora biti nekje predpisano, ker če ne bo predpisano, če ne bo tega v zakonu, bo situacija taka, kot je. Torej, videnje za 10 let dalje in tudi razporeditev po demografsko ogroženih področjih. S tem je pa lahko koncesija samo kot dober pripomoček, kot dobro orodje za to, da se mreža lažje gradi. Ko sledi poglavje o mreži, mi smo definirali posamezna merila tu noter. Jaz sem prepričana, da če zakon nima meril za mrežo, potem je škoda, da o njej govori. Merila morajo biti uzakonjena in skladno s temi merili, pa bodo potem že znali se ravnati naprej in se bodo morali znati ravnati, kako razporediti vire, kot recimo psihiatre. V Sloveniji imamo vse psihiatre v Ljubljani, na periferiji tako rekoč nikjer nobenega, pa tudi do 600 samomorov na leto. Tako da to so pač življenjske zadeve, ki jih je treba tudi zdaj v zakonu življenjsko predpisati, ne samo na deklarativni ravni, zato da si nekdo s tem lahko pomaga, da lahko dela. Vse marsikdo bi hotel kaj narediti, ampak ne ve kako, ne, ker je veliko tega brezvladja. In polna usta so seveda vseh o dolgotrajni oskrbi, pravim, zakona ni. Na drugi strani je pa seveda treba dati tudi mrežo za dolgotrajne rehabilitacije in preventivo. Na to se je pozabilo. Razen, kadar je bilo treba kje dajati pripombe, da ne upoštevamo civilne družbe dovolj. Danes je to evropsko skrbeti za preventivo in skrbeti za dolgotrajno rehabilitacijo in za celostno rehabilitacijo.